Jo, folk, to je oddaja Nekaj čez 20, Jan David se pogovarja, je smešen je ali pa ni. Z mano je Jan Šimnovec, tip je arhitekt, predvsem se pa zadnje čase ukvarja z kulturno četrtjo Borutana v Kamniku in tam ustvarjajo te arhitekti in bom rekel ostali kulturniki, ful dobre vsebine, pripravljajo jih, eni ste že mogoče bili med Kamfestom tam v Kamniku. Tako da, ja, z mano Jan Šimnovec. Gremo v džingl. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Jan, zdaj pa povej mi, kdo sploh si ti? Kaj sploh delaš? Zakaj si sploh me klical? Kaj da fuck? Ja, dosti random, ja. Se lahko tudi pribaš. Ja, hvala lepa. Samo da ta personal space še malo odkrijem. Ja, cool. Jan Šimnovec, arhitekt, klical sem te zaradi kreativne četrti Borutana, zato ker to je tako, po mojem mnenju, ne vem če še, ampak upam si napovedati, da bo tako nova kreativna pa kulturna cona Kamenka. Pa se mi zdi prav, da tako povemo folku. Kje sploh je Kamenk, stari? Kje sploh Kamenk? Ja. Kamenk je, eni pravijo, da je Kamenk zadnja železniška postaja od Ljubljane proti severu, ampak mi radi pravimo, da je Kamenk, ne, to sem narobe povedal, v bistvu, sorry, veš kaj, citiram enega... Kamnik je mesto, ki ima zadnjo železniško postajo. V bistvu zadnjo železniško postajo pod gorami, ampak v resnici, pa kakor mi radi Kamničani rečemo, da je to mesto, ki je na poti k vrhovom. Ok, to prvi slišim, pa sem drgec Kamenka. To so besede enega gospoda iz Kamenka z cilindrom pa kratkimi hlačami. Ok, ja, gospoda Završnika Gorana. Ja, tako, ja. Tako da, ja, to meni je ta opis ful všeč, tako da to je Kamenk, tam je Kamenk. Drugač pa geografsko gledano je to na severu Slovenije, nad Ljubljano, ne. Če greš čez Trzin, Mengeš in potem prideš v Kamnik. Ja, tako, ja. To je, da ljudje, ki mogoče kdo gleda, da vejo, kje je Kamnik. Ja. Zakaj se poznava? Zato, ker sva skupaj hodila v Kamniku v šolo, ti si malo starejši sicer, ampak ok, who gives a fuck. Pod bojko sva skupaj trenirala. Tega se jaz ne spomnim. A se ne spomniš? Oziroma sem potlačil. Cool. Kar sem hotel še povedati, je to, da zdaj mene zanima v bistvu, kaj ta kulturna četrt je, iz kje sploh izvira, pa zakaj da fakt so se bajte tam razturene, stare. To o razturenih bajtah, o razturenih bajtah, to, kar govoriš, to je zato, ker je to pač nek tok star prostor, pa tok star kompleks tovarn, objektov. Ampak, sorry, vprašal si, kaj sploh je, kako se to začelo. Kaj je to kulturna četrt, kaj to pomeni, da so tam kulturniki, pa je četrt ali nekaj? Mislim, to je tako, zaenkrat bi lahko rekel, da je bolj nekje med idejo, pa med tem, da to res obstaja. Se mi zdi, da obstaja že, neverjetno, sam programski del je še mogoče v graditvi. Ja, pač to je kompleks treh objektov, ki ga sestavlja kulturni dom, Kickstarter, pa ta tretji objekt ključavničarstvo, ki smo ga mi tako na nek način vzeli za svojega, smo ga malo tako, ne bom rekel zaskvatali, ampak nekako smo prišli not, pa smo ga tako res rekli, to je zdaj naše, mi hočemo tle kulturo delati. Ok, ampak glede, ko vprašam, a je to, kaj občina to ve, ali je to tako, da vas bodo ven vrgli policaji čez en mesec, kako je to, ko si rekel, zaskvatali? Ja, ne, si glih zato sem rekel, mogoče prava beseda ni zaskvatati, zato ker dejansko je bil to nek prostor. Naselili ste se tja. Naselili smo se tja, na začetku smo mogoče na skrivaj hodili noter, ker nismo vedeli čist, kako je to, pa čigavo je to, pa kaj si lahko sploh tam dovoljimo, ampak pol, ko smo enkrat se srečali z Goranom, takrat se je cela zgodba začela, zato ker v bistvu jaz sem s kolegom prišel noter prvič sam z namenom, da bi v bistvu prek faksa raziskvala malo industrijsko dediščino tega prostora. Ampak, ja, kaj pa je tle, kaj pa je industrijska dediščina, več mi povedal. Ja, industrijska dediščina je v bistvu to, kar
nam v bistvu predstavljajo te tovarne nek spomin na ta prostor, pa na ta kraj. a ne. Okay, se pravi, da razčistimo. Ja. Kamnik je industrijsko mesto, to vemo, ne, Ja. ki pač sedaj trenutno nima več nekih večjih industrij, ima več Ja. manjših podjetij, lahko rečemo, kjer pač obratujejo in pač nekaj proizvajajo, ali karkoli skladiščijo, ali karkoli. Zdaj, ta kulturna četrt Barutana je v bistvu del območja nekdanje smodnišnice. Ne? Ja. Smodnišnica, to pomeni, da so tam delali tale, ne Smodnik. tobak, smodnik. Ja. Res je, ja. Vidim, da si moram še enega zrolati vmes. V glavnem, in zdaj me zanima, da malo več poveš o tej sami zgodovini. Mogoče ne več, ampak ne še toliko o kulturni četrti, ampak kakšna je sploh zgodovina tega območja degradiranega, lahko rečeva. Ja. Ta območje namreč, bom rekel, kar tako legendarno območje Kamnika. Če tako pogledava, tudi meteri repajo o tem, a ne, o kiku in tako full folka ne ve, kaj ta kik je, kaj sploh pomeni ta kik in kaj sploh to, no, mi malo pove o tem območju, kaj sploh tam, ker tudi kulturni dom, kakor vem, je včasih bil kulturni dom od tega podjetja, ne, Tako, so ga ja. pol dobili. Ja, Tako ja. da malo pove o tem. Ja, v glavnem cel ta kompleks smodnišnice, katerega namen je bil torej proizvodnja smodnika, tako kot si rekel, se je začel razvijati nekje tam leta 1852. Okay. Takrat so prvi zametki tako nekih malih tovarn, ki so nastale tako zelo usporedno z tudi ostalimi industrijami po Kamniku. Ne. Okay, Kamnik ima tako ob celi Kamniški Bistrici reki je tako neskončno nekih manjših industrij nastalo, ne, Svilanit, ki je recimo bil, ne vem, tekstilno, Eta, ki je prehrambeno, Tudi Titan, danes še ki je dejansko. tudi še danes, Titan, ki je v bistvu Industrijska cona še živi, Tako. ampak je več firm manjših. Tako, ja. No, in smodnišnica, specializirana za proizvodnjo smodnika, je nastala na isti način. In tako par let naprej, ali pa kar veliko let naprej, ta v bistvu cel prostor ful zraste, zato ker je potreba po smodniku velika za vojaške potrebe. Ker, In če spomnimo, da je bila takrat pol prva svetovna vojna in smo bili pod Avstro-Ogrsko, ne, in to Tako. je bila prva država, ki je v bistvu ustanovila to. Pol naslednja je bila, mislim, to je bil SHS, je tako, bil in pol potem, dalje, ja. in potem Jugoslavija in Kraljevina pol pa Tako. Ljudska republika. kako je Tak- bilo. tako. To ne vem, no, če sem prav povedal. ampak mislim, don't judge. Avstro-Ogrska, SHS in potem Jugoslavija. Ok, ja, tako. Um, Vse vrste Jugoslavije. Tako, Ker je bilo tako. par, ampak ja, ok, Ja, ampak če, ja, tako, ja. Ne rabimo se zdaj zgodovina preveč. Mislim, tako v zgodovino Jugoslavije, sem mislil. Spuščati, ja, ja. sej iskreno jaz tudi premalo vem, tako da, No, sej zato, ja. ja, ampak ja, no, in v bistvu Dol moj govor. sorry, Kulje. in to je bil nek prostor, ki je v bistvu stalno rastel, v bistvu stalno je bil tudi to nek prostor proizvodnje smodnika, ampak zdaj v zadnjih 20 letih, pa v bistvu predvsem potem, ko je v bistvu, oziroma 30 letih, ko je prišlo do osamosvojitve Slovenije, je pa ta v bistvu prostor začel propadati v tem smislu proizvodnje smodnika. In mi tudi nismo imeli več mogoče tržišča, zaradi tega, ker nismo bili več pod Jugoslavijo za izvoz tega, pa tudi potreba po temu vojaškem trgu ni bila tako iskreno velika in smodnišnica je propadla. Ja. In nek ta vzpon smodnika, ki je v bistvu tam zgradil tako res ogromno območje Kamenka, je naenkrat propadel in je bil tako, in je danes tako nek tak degradiran prostor še vedno, a ne. Kljub temu, Da ga zdaj nekateri uspešno ga, bom rekel, koristijo. Ne. Se mi zdi, da po eni smeri gre prav. Vem, da so bile neke koronske ideje, ali da bo tam Gardaland, ne, recimo. mislim, za pravične ja, pare. idej, jaz zato sicer nisem slišal še, ampak milijon idej je bilo. Ja. Tudi take utrgane, sem čist prepričan. Kako pa tam zdaj stvari funkcionirajo, pa jaz bi rekel, da tisti, ki imajo tam podjetja pa obrti, za njih to super funkcionira, za vse ostale pa ne toliko zelo dobro. Kamenk sigurno nič nima od tega, kot občina, občani tudi nič nimajo zares od tega, da ne govorimo o tem, da pač kar tam stoji je veliko
nekih novih ilegalnih gradenj, veliko podrtih starih stavb, ne, tako tega odnosa do industrijske dediščine sploh ni. In tle pridemo mi v zgodbo, ki smo tako, pač to je čisto slabo, a ne, pač to se kar vse ruši, vse, kar je nekoč nekaj pomenilo, kar zaznamuje to dušo Kamenka, pač to industrijsko dušo, in mi se ful trudimo to ohraniti. Kdo pa ste vi? Torej, mi smo tako neformalno, lahko rečemo, podmladek skupine Štajn, ki v Kamniku že ful cajta deluje, že dobrih 10 let. Predvsem jih poznamo iz festivala Kamfest, kjer zmer delajo neke intervencije, ki malo prej sprašujejo nek javni prostor, pa malo kaže neke probleme prostora. Ja, konec koncev tudi enosmerni promet v centru Kamnika je njihovo delo. Ne? Ja, Gledamo, se spomnim, uspešno izveden. Ja. Da je bilo tudi 2012, 14, ne vem, tem kar eno letnico rekel, ampak se ni važen. Tam Takrat ja. na enem Kamfestu vem, da so bile gume tam postavljene, je bil enosmeren promet in to je bil prvi projekt, Ja. ki je pol dejansko se pofuril v to smer. Poln Meni je mamut. čisto všeč in se mi zdi, da je to dejansko mesto sprejelo. Je. Sprejelo. Se mi zdi, da za več enosmernega prometa pa ni prostora v Kamniku. Zdaj pa- Nimamo več mesta tudi. Ja. Tako da razen če bomo po vaseh delali enosmerni promet. To bi bilo nekaj novega, no, sej. Ne bi bilo, ampak ja, neučinkovit. Ok, se pravi, mladi Štajnovci, in kaj je vaš cilj, da naredite zdaj? Zdaj ste dobili v bistvu od občine, koliko razumem, ste se nekako dogovorili, da boste ta plec nekako zrihtali, nekaj počeli tam. Kaj pa je cilj? Ja, če lahko sam dopolnim to, No, kar si rekel. Daj. Ker smo mi prišli noter, sploh to ni bilo v občinski lasti, je bil podjetje Iskra, imel to v lasti in pol smo mi Iskra mehanizmi, ja. In pa smo mi tako začeli tam neke prostorske intervencije, tako po principu Štajna delati, smo pokazali in občini in javnosti, da je to lahko nek potencial za javni prostor, pa za kreativno četrt. In občina je v bistvu, smo jih spodbudili za neko idejo, ki so imeli že ful cajta, pa niso nikoli imeli dober argument, da bi to naredili, da so odkupili ta območje pa ta objekt. In oni so res vložili tako 2,5 milijona evrov, zato da so, kar je tako pač res velik del kamniškega proračuna letnega. Ne vem, To je se mi zdi, da je. Ja, ok. polovica tako proračuna, ki razpolaga, če odštejemo vse plače in vse te stvari, je to polovica tistega, kar oni namenjajo za razvoj. Ne? Ok, fair. In ja, pač to je tako bila jaka poteza, ful. In ful dobro, da so nas podprli in zdaj nam je ful olajšan, ker smo na isti strani vsi in dejansko namenjajo naprej tudi sredstva za dejanski tudi razvoj objekta, ne samo za nakup, zdaj gremo naprej, da bo tam dejansko neki proper. Ampak še zmeraj ne vemo, kaj točno bo tam, kaj vi hočete narediti tam, kino, bar, ne vem, toplice, ker namreč čisto fun fact, v Kiku Kamnik, če še niste bili, obstaja dejansko bazen, tam malo više gor nad Katzenbergom, to je bila bivša upravna stavba. Tako da Kik skriva kar marsikaj za kakšne take, bom rekel, pustolovce, je pa res, da je že dosti zropanga, no. Ampak zdaj pa lahko prijav na eno stvar, ki si rekel, da imaš s sabo danes. Iz Kika, ker kaj namreč sploh so delali v Kiku, to je bila vojaška industrija, ne? Se pravi, to je bila nekako ta kemična industrija Kamnik, ne? Barutana po ta starem, so govorili, ker so tam uporabljali smodnik barut. Ja, tako je, to je bil zelo poznan smodnik iz Kamnika, pa tudi ta dinamit, ki so ga delali, ki se imenuje Kamnik Tit, po katerem se imenuje tudi en prvi kamniški rock band, je bil ful priznan produkt njihov. Pa so pa v bistvu tudi širili, recimo oni so delali ful teh petard, pa novoletne rakete, pa to. Pa vsak let so oni bili zadolženi v Ljubljani za Ljubljanski grad, da so pripravili one rakete pa take stvari. Se pravi, tradicija ljubljanskega ognjemeta prihaja iz Kamnika. Je tako kot harmonikaš, ne vem, če veš, tako igra na... Je iz Kamenka? Je Kamenčan. A res? Mi je pa povedal Goco, ja. A res? Bede je Kamenčan. Jaz ne vem, nisem ga še vprašal, ker nisem v najboljših stikih. Zdaj mu je težko biti, ja.
Mislim, tak je poseben človek. Ja. Ampak pustimo Ja. to, nismo zato kle, da rešimo tromostovje harmonikaša. Cool. Se pravi, vi pa želite zdaj tam nekaj narediti. Ja. Tam imate v bistvu en objekt, mogoče bom jaz kar kakšno sliko noter ruknil, da bo folko jasno, kva točno delate. En objekt je v bistvu kulturni dom izven obzidja, Ja. tam se že dogajajo stvari, tam je kotlovnica, tam je plezalni klub, tam je neka stena, je celo gor, dvorana, kulturni dom ima Ja. svoj lokalček. Ja. Taborniki so tam, čeprav vem, neko stanovance je bilo še včasih, ne vem kako. Ja, je s oni tem. imajo tudi prostore imajo za torej, prostovoljce, ki pridejo iz tujine po tem evropskem Erasmus programu IVS. To bo mogoče še kdaj govoril z Rikim ali pa z Godzetom. Ja. Pol sem, kaj sem hotel reči, pa Kickstarter, neka nova zadeva, ki se mi zdi, da je marsikaj dobrega že pripeljala ven. Ne vem točno zdaj kaj, ampak vem, da par stvari je ful dobrih. Ne bom rekel, da nikaj slučajno ni iz Kickstarterja, pa da vem pa, da so to Kamočani naredili. Se mi zdi pa, da so bili oni supi, ta prvi neki. Sipa borc. Sipa borc, tako, to pa je bilo v Kickstarterju. Ja. Še jaz sem sodeloval pri Kickstarterju. Enkrat smo se prijavili, smo imeli svoj startup in smo se prijavili na Startup Weekend in smo zmagali in smo dobili neka sredstva za pol Kaj ste pa razvoj. naredili? Mi smo takrat delali ene take pametne stožce, športni pripomočki za trenerje, da lahko s pomočjo računalniško vodenih stožcev, teh malih, trenirajo svoje varovance, pa da jih lahko merijo dejansko, koliko so hitri. A ne? Aha, da že Ker stožci merijo. Ja, stožci merijo recimo njihovo hitrost po nekem poligonu, ko se premikajo pa to. Tako da ja, to je bilo. Ampak to je tudi zgodovina zdaj že. Kdaj pa je bilo to? To je bilo v ene 6-7 let nazaj, 2015. Tam smo bili stari 14, ne se zdaj malo starejši smo bili. Ampak, ja. Ja, blizu 18, ja. Ja, Ja. se pravi, spol nekih 16, 17. Cool. Še zmeraj, da se vračam na to kulturno četrt Borutana. Ja. Kaj specifično želite tam narediti? Hočete imeti tam evente ali kaj? Ja, to, ja, No, zdaj povej, ja. si sploh vprašal, kaj sploh bo tam. Ena stvar, ki vemo, da bo tam, je mladinski center. Ki vemo zdaj vsi, to je mladinski center Kotlovnica, ki je v kletnih prostorih kulturnega doma in vsi vemo, da si zasluži ta mladinski center ful boljše prostore, pa ful več, kot da je mladina strpana v eno klet. Mislim, nobenega tle ne bom krivil ali pa skazal s prstom, pač taka je sam realnost. In oni bojo sigurno šli sem. Kaj so pa druge stvari, pač sigurno bojo eventi, taki, ki so tudi bili zdaj že recimo v Kotlovnici, koncerti, Pa se konec koncev prireditve. bi tudi Campfest že. Tudi Campfest je bil, pa tudi Campfest bo še naprej tukaj. Ampak je pa res, da je velik del teh kvadratnih metrov, ki so tam, tudi mi ne vemo, kaj bo tam. Kaj Ker pa, koliko pa je teh kvadratnih metrov? vse skupaj je to 1200 kvadratnih metrov. To je hektar. Ja, ja. A je? En kvadratov, ne. 10.000 Ne vem. je hektar, pa 1000 je ar. Ok. Se pravi, en ar. Mislim, da. Ne vem, bomo preverili. Bomo preverili, ja. No, ampak v glavnem, fora je, da tudi mi še ne vemo točno in odvisen je od vas, da če ste Kamničani ali pa tudi če niste, da pridete tja, pa date kakšno dobro idejo, kaj hočete, da se tam dogaja. Zato, ker Kdaj mi pa ne- lahko tja pridejo, ker če tja priješ, lahko ni nič nobenega nikjer. Ja, ok. Mogoče ti poveš, kje te Ja. dobijo ali pa Lahko mene kontaktirate, lahko kako pa imaš kontaktirate. Instagram. Jan Simnovec. Ok. Jan Simnovec. Kako imaš pa Facebook? Jan Šimnovec. Kako imaš pa Instagram? Jan Simnovec. Kaj pa Facebook? Facebook je pa Jan Šimnovec. Imam pa tudi Instagram, Ja. @Jan Simnovec. Ok. Kaj pa TikTok? TikTok imam tudi, ja. A res? Po mojem, da sem Jan Simnovec. Ali si Šimlovec? Ali pa sem Šimnovec, ali pa sem Dr. Šimex, tudi to imam. Ok. Nekje. To imam pa na SoundCloudu. Lahko me tam kontaktirate tudi. Tudi Ok, opcija. Uh, Opcije full. No, ampak drugače pa poleti. ampak kdo te lahko kontaktira? Arhitekti? Ne, kontaktira me lahko kdorkoli, ki je sam tako zagret, pa bi se rad družil, pa rad naredil neko spremembo v svojem kraju. Pač, tako, mi do zdaj smo v bistvu bili sami arhitekti na tem območju
in hočemo tudi In to kakšno ni drugo dobro. mnenje. Ne, ker mi imamo svojo perspektivo. Ja, Ne. tako je. Pač mi imamo neko, tako malo smo obsedeni z neko lepoto prostora, ne. Mi ful neke energije vložimo to, kako tudi neki sam zgleda, ne razmišljamo pa recimo o tem, toliko, kaj bo programsko tam, kaj se bo dogajalo tam. Se pravi, mogoče kakšni reperji, mogoče kakšni umetniki, plesalci bi Ja. lahko tam kakšen performance naredili. Ja, sej, če lahko kar navežem na Kila Brina, Okay, ja. ki je bil tudi tvoj gost, a ne? Res je, Ja, se no, spomnim. on je bil en od teh mladih, ki je prostovoljno prišel na eno okroglo mizo, ki sem jo organiziral na koncu Kamfesta lanskega. In je prišel in pripeljal svoje kolege in so bili tako, kva lahko mi delamo, lahko kaj pomagamo, tako, to je ful hudo, kaj delate. In pa smo malo brainstormali in recimo on je rekel tako, jaz bi tle, ko imamo en tak paviljon v krogu, ki pač taka okrogla klopca, je rekel, jaz bi prišel tle s kitaro, pa bi rekel folku, da prije isto s kitaro in bi skupaj tle imeli učne urice. Ali pa jam, Ali pa jam, ja. Pač tako, a ne, fora je, ker neka infrastruktura že tam je, ki smo jo mi postavili, pa tudi kaj že odprej, pač sam ta Bomo objekt. dali slikce vmes, ja. Ja, no in pač tako, opcije so neomejene, pač res, tle si lahko damo duška. To je naš igrišče, playground za ustvarjanje. Pač občina ima to v lasti, podpira nas, noben ne pričakuje, da bomo profit ustvarjali iz tega, kar delamo. Ok, to je cool. Ja, ampak se pač lahko igramo, pač zdaj se lahko igramo, pač to je pomemben, zdaj je ta moment. Vprašanje, kaj bo naslednje let, pač Probajte narediti nekaj, da ne bojo drugi let rekli, če nič ne delate. Ne? ja, Mislim, konec koncev. ja. Cool. Ok, zdaj približno vemo, kaj sploh to je, kako to zgleda, slike bom itak dal noter, pa bo folk videl, ker to je pač vizualno, ful dobro zgleda. Kamfest se je tam odvijal, stand-upe smo tudi že tam imeli. Ti si bil, ja. Tudi jaz, ti si pa bil, pižama je bil tam, pa rekel, da je Pižama. hud plec, edin, ker je bil pač problem, ker so bili tisti stoli, to ste vi delali, ne? Rumenija, ne? Ja. Ful nice, ampak ful se mi zdi tako industrijsko in neosebno. Ja, Povem. To je ta problem, ki ga imamo mi, a ne. Pač, ok, ena stvar je, da smo mi šli na to, da je bilo to najbolj enostavno, ker to je pač bosanka prerezana na pol, pa 6 letov. Bosanka, opažna plošča za beton, Ja. v prevodu. Ampak ja, pač, če bi mi imeli enega psihologa ali pa enega difovca tam, pa bi on rekel, lej, to bo, vsak, ki bo 1 uro tle sedel, ga bo rit bolela, pač to ne v redu. A veš tako, mi lahko tudi difovca rabimo, res, kdorkoli lahko nam prije pomagati. Ja. Je pa zmer tako, a ne veš, v kaj se spuščaš, tako, taki ljudje, ki pridejo taki rezultat, če bomo sami arhitekti, bo nekaj vam prišlo. Bo ful lepo, pa brez Ja. uporabnosti. Zdaj ne, da je to napad na arhitekturo, ampak. Mislim, se je mislim, ja, ok, lahko ja. se vprašaš, plusi pa minusi so, a ne, Ja, itak, okay, a ne. fair, ja. Definitivno so te intervencije arhitekturne, ki smo jih delali, ful ustvarile pozitivnega, a ne, zaradi tega se je tudi mogoče ta odkup zgodil. Ja. Sam itak, ja, pa so pa te malenkosti, ki jih pa uporabniku pasa, ne, tako kot si ti rekel, a ne, če neudobno je. No, se zanimiv mi je tudi koncept, recimo, projektiranja, to sem pa čisto tako na faksu slišal. Projektiranje, recimo, zadeve, kot so naprimer pločniki, poti za pešce, ne. Ti približno si zarišeš, kako bi rad imel, ampak na koncu moraš pustiti v uporabo in pol dodatno, ne vem, če boš videti tam čez travnik, folk hod, moraš tam pot narediti, ne. Ne vem, dolg časa imel ful zanimiv koncept, mi je bil recimo Kamniški podhod, tam po osnovni šoli Frana Albrehta, Ja, ful časa je bil tam shojen, ni bilo nobenih šteng. In pol po fucking so naredili. 20 letih, ko sem se slučajno enkrat sprehodil, ker že nisem bil po moje 10 let na osnovni, ja, sem se prav rekel, grem po poti, ker sem jaz v šolo hodil. So pa dejansko naredili zdaj te štenge in potko, ki dejansko seka ta travnik, ker pač noben ni pomislil, da gre učenci direkt v šolo in ne bojo hodili do vrha hriba in šli pol okol, ne. Ja. To važi. In ta koncept je mogoče vam to zdaj fali v tej Barutani, da vi ste zdaj naredili nekaj, kar ste naredili, zdaj pa rabimo še uporabno, bom rekel, na svete. Ne vem, mogoče bo pa en rekel, lej, tle bi pa mi rabili, ne vem, streho. A lahko dodam, pač to, kar govoriš, je tako ful dober segway na to, kar se mi zdi, da so intervencije, te, ki jih delamo mi, ki so prvi korak. Te naše intervencije so ta shojena pot, Okay. ker še nimaš tenk, pa ni tlakvana. Pač, in mi zdaj tle kažemo na to, kaj so možnosti v tem prostoru, pač javnost se odzove, to ni udobno, to je udobno. Okay. In mi na podlagi tega, pač jaz tudi delam magistersko zdaj, ki nekako to obravnava, ki pač gledam, analiziram te intervencije, pa vse
evente, pa ki so se tle dogajali, pa pravim gotoviti, kako bi ta objekt naprej razvil z večjim kapitalom. Tako, bolj proper razvil objekt. Ne. Mogoče več obiska, da vam je cilj. Ne? Ja. In druga stvar, ki pa hočem povedati na ta koncept, ki ga govoriš, ki meni se mi zdi tako nujen, pač najprej moraš ti videti, kaj uporabnik tako dela, pa pol neki narediti, ne pa narediti, pa se pol učiti iz svojih napak. To je zato mi ne vemo, kaj točno še danes vse tam bo. Odvisen je zato od uporabnikov, ki bo prišel tam, tisto, kar bomo predlagali, tisto, kar bomo stestirali, tisto ima večjo možnost, da bo nekoč tam obstajal. Ok, zdaj smo itak pozabila pokazati, kar si prinesel iz Kika, iz te kamniške industrije. To je sama granata oziroma telo granate, ne brez vžigalnika, ja, votla je, prej so gruntala, kje so šrapneli, verjetno je to noter pol porezan. Ja. Ful naj zadeva in marsikaj tazga se je najdel in mislim, da ima marsikater avanturistični kamničan tudi marsikaj iz Kika doma. Jaz imam petarde, imam lončke od smodnika, del mlinskega kamna imam doma in zdaj tega več ne smem govoriti, ker to verjetno kraja. Marsikdo se pa okrasil marsikaj iz Kika, no? Če ne drugega so si okna vzeli za kakšno uto. To sem že videl. Ja, ful stvari je šlo, pa ful stvari se je pretopilo v železo pa prodali. Ja, tudi te mlinske kamne in take zadeve so. Zdaj, načeloma lahko si pogledate tudi video spot Meter Safari, je veliko delov, oziroma veliko je posnet tudi v Kiku noter. Zdaj dajva povabiti pol še enkrat te ljudi, da pridejo tja v to kulturno četrt Barutana. Cool. To so zdaj naredila, povabilo, da je povab zdaj še enkrat, mislim, pač povej še enkrat. Ja, torej, še enkrat, profil ljudi, ki je vabljen v kreativno četrt Barutana, so vsi, ki bi radi naredili neko spremembo v prostoru. Ki so kreativni. Jaz mislim, da vsak je na nek način kreativen, sam si mogoče tega ne upa čisto izraziti. Sigurno se gre za to, da ne iščemo ljudi, ki imajo doktorate. Tudi, no, mislim, ampak hočem povedati to, da... Koliko bo to porabilo? Ja, pač to je tako srednješolci, pač tudi od osnovnošolcev bi sprejemali odčiče, ampak bolj pa to kdaj, pač, kakor si rekel, KČB še ne obratuje polno, najbolj aktiven ta prostor polet, pa med Kamfestom predvsem, ki bo letos med 5. in 13. augustom. Ja, imam že avgust. Lepa. No, takrat bomo vsi tam, takrat se bo največ dogajalo in tudi 2 tedna prej, če boste tja prišli, nas boste zih videli tam, ker mi bomo delali delavnice, ne vem, lahko tudi se zalinka ali pa kaj, ne vem. Sem tako, delali se bojo stvari. Cool. Zdaj pa ne, en drug absurd, ne? Ja. Zakaj sem videl zdaj v Ljubljani pa govoril o kulturni četrti? A se ti zdi problem v Kamniku tudi to, da mladi bežimo? Pa ne bom rekel sam perspektivni, ker ni nujno, da si perspektivan, pa greš v Ljubljano, ampak da gremo neke nove priložnosti iskati v Ljubljano, pa kljub temu, da v Kamniku nismo vsega izčrpali, kakor ugotavljava, da imamo mi tudi svojo avtonomno četrt, pa ne bom rekel zdaj, da je to kakšno podobno z Metelkovo, ker to ni isto, se mi zdi, da ni, no, ker je mogoče mačkam bolj manj svobodno, oziroma zelo svobodno, ne vem, kako bi se izrazil, ampak ni to alter scena, oziroma Metelkova ima le svoj renome, pa to ne govorim zdaj o drogah, pa to, ampak pač nas res te ljubljanska kulturna smetana. Ta kulturna četrt Barutana se mi pa zdi, da bi lahko nekaj doprinesla Kamniku, predvsem ta kultura za mlade, neki metri, recimo, ki so konec koncev Before Time Band, ki so recimo razni bendi, tam vse bi lahko dobili priložnost, da delajo, ne vem, tudi kipari, slikari, konec koncev arhitekti, komiki. Tudi jaz sem rekel, zakaj ne bi naredil recimo letos med Kamfestom 2-dnevne delavnice stand-upa, ker to sem dobil zdaj kar idejo. Jaz podpiram. Ok, cool. Zdaj pa to, da se vrnem na vprašanje, a je problem to, da imamo Ljubljano v Kamniku preblizu? A je to? Jaz mislim pa, da je mogoče ta problem, ker recimo eni iz Krškega ali pa eni iz Kočevja se ne more vsak dan peljati, kako bi rekel, v Kamnik nazaj. Mi pa to možnost imamo. Konec koncev se usedeš na vlak, pa je ta 1 ura, ampak če rabiš boš šel, ali pa se usedeš v avto, pa se peleš pol ure. In a je mogoče,
minus to, da je Kamnik preblizu, oziroma kako komentiraš to selitev mladih, ker poznava oba veliko ljudi, ki so v Ljubljani. A ne? Ja. Jaz pač tle sem tako začasno, a ne, nisem redno in tako dalje. Ne, jaz mislim, da to ni slabo drugače, zato ker pač meni se zdi v vsakem primeru cool, da mi gremo na eni točki ven, zato ker obviously ima Ljubljana pa pač svet tako več znanja, kot en Kamnik. Okay. Važno je to, da ti na eni točki znaš priti nazaj pa to implementirati. A ne. To je en zelo lep rek je, torej think globally, act locally. Ker je točno to, pač ti greš ven, nabereš znanje. Veš, da ne vem, Okay, ampak pismo lahko najdel kaj podobnega. To no, pač meni se zdi, da je to v redu, da je Kamnik blizu, da zato, da pač še zmeraj ti ni toliko bed nazaj pol prideti, ker ni toliko odročno. Ker se mi zdi, da če si pa izkočil ali pa z nekje ful delač, je pa sam tako trpiš ful cajta, mislim, predvidevam, da se nič ne dogaja, ker na začetku imaš tako mentaliteto ponavadi, pa se odlepaš ven, pa nikoli nočeš nazaj priti, ker se ti zdi toliko odročno. Pač meni se Aha, zdi, da Kamnik bo še zmeraj, bom rekel, mala roka Ljubljane, mali podaljšek Ljubljane. pač jaz se usedem na vlak, pa grem s kolegi na pivo v Kamenka, veš. Pa sem čez 2 uri nazaj v fletu tle v Se Ljubljani. pravi, si bil v Kamniku nič minut, ker vlak fura 1 uro zabavan, sem tako te. To sam računam, ker sem že tam, ja, ok, 3 ure, No, pa ja, hitro ja. pivo je, Hitro pivo, ja. Samo enega. samo enega, ja. Tako da ne rataš alkoholik, tudi to je dobra stvar. Ker sem hotel reči, ok, se pravi, pol ti to pozdravljaš, da gre folk ven, ampak da se pa znajo vrniti. Mogoče imaš prav. Mora se znati vrniti, ja. Mora se znati vrniti in pa nam rekel, da smo zdaj dolžni vračati lokalni skupnosti, ampak da ker recimo ti si v Ljubljani bil navajen, da greš nekam na pijačko, pa je zmer tam en folk, da bi mogoče to postala ta kulturna četrt Borotana. Ne? Ja, Tako nekako. ja, točno to. Zdaj ima povej arhitektura. Kako pa ti vidiš arhitekturo Novograden? Kakšna se ti zdi? A v Ljubljani govoriva. Lahko. Mislim, to je tako, taka malo moreča tema, ki iskreno zdaj se, mislim, da se sploh ne gradi neke kvalitetne arhitekture zadnje cajte v Ljubljani. Da ne govorim o tem, da se sploh ne dela arhitekture za javnost, ampak se dela arhitekturo, ki je pač za torej, predvsem bivalne enote, stanovanja, take stvari. Ja. Ki iskreno tebi pa meni čisto nič ne pomagata, zato da ima nekdo tam tako res nor 360 view iz nekega penthousa, kar lej, jaz nimam nič proti, če si lahko to privoščiš, sam ne, da je to vse, kar se dela, pač, in da to občina dovoljuje, da se pač sam to dela. Je pa to pač najbolj profitabilno. Arhitektura je pa tudi najslabša, zato ker je pač sam gleda se po liniji najmanjšega odpora, kaj zahteva najmanj Tudi dela. kreativnost mogoče, ne? Je s tem pol omejena, ne? Ja, itak. Kakšna se ti pa zdi, recimo zdaj, ne vem, bom dal en primer, ki verjetno vsi poznajo, tudi če se z vlakom pripeleš iz Kamnika, poznaš ono trikotno stavbo, tamle zelena jama. Ja, toast, Veš, ja. o toast, no. Ja, Recimo, kaj pa je to, a to paše v mesto, ne vem, ali pa pol bo še malo o barvah hiš govorila. ja. Ne vem, mislim, za tisto stavbo so ful deljena mnenja, ampak po mojem mnenju, ne vem, tista stavba je pač spet sam nek rezultat potrebe trga. A ne? Pač to je tako, lahko prodaš kot nadstandardno stanovanje, ker ima pač hude terase, zato je trikotnik. Pač Ok. ne zato, ker je to tako statement nekega arhitekta. Itak ne vem, kdo je arhitekt tega, Okay, ja. ki pač ni važen za res, ampak ja, to je tako, recimo primer v redu, arhitekture je pa ne daleč od tega Situla, recimo. Okay. Ki je pa sicer Ampak zakaj pa prazna? To je pa zato, ker se mi zdi, da je spet slabo umestitev železniška postaja zraven, pa proga, pa distrikt je tak, ki ni toliko razvit, ampak a je res prazno to zdaj? Jaz mislim, Ne, da v teh mogoče cajtih ni. zdaj je to vse razprodan. Jano, zdaj nazaj se vrnemo, ki si rekel, Ja. da ti je pa všeč Situla, kaj kot arhitekturno? Ja, to je arhitekturno se mi zdi, da ful pač paše v tisti prostor, pa tudi ni tako invazivna, ne, pač itak zdaj
meni se ne zdi tako smiselno gledati, kako je ta oblika cele te stavbe izgleda tam v zraku, kot je tam, ko se jaz šetam in kako funkcionira. In pač dejansko ustvarja neke nove poti, pa neke predprostore stavb, pa to, kar se mi zdi pač, da nekako vsem komunicirajo pač z pločnikom, z okolico, z pač vsem tem, kar se okoli dogaja. Slabost je sicer to, da je pač tam planiran bilo spodaj, da bojo neki poslovni prostori. Vse so načeloma je fitness tam, Ja, par zadev je. fitness je, ampak veliko stvari je pa še zmer praznih, sicer fitness ta zdaj full share, tako da bo tam kar velik fitness, ampak ne vem. Iskreno, kaj več, kot to pa ne znam povedati. No. Okay. Recimo, kaj pa sam študij arhitekture, kako to izgleda? Ti se vpišeš na arhitekturo, a tam sam rišete, ali kaj delate, ali morate tukaj kaj ogradni verjetno morate kaj vedeti, da jih ne moreš lesadati na fasado, pa v stiroporje, da fajn gori, ali pa ne vem, take stvari. Kako izgleda pa študij, kako da si se sploh za to odločil, da greš malo do tebe? Ja, mislim, mene je že od nekdaj ful risanje veselil, to so mi nekako doma ucepali ali pa nekako dali to zanimanje za to. A kdo je arhitekt pri vas? Ne, ni, ampak je pa tudi, ne vem, oče je ful rad risal, pa dedek je bil prav litograf. Kaj pa je to? To je v bistvu človek v tiskarni, ki se ukvarja z torej, printanjem. To je ta star način printanja. Ja, v srednjem veku. Ja, malo bolj moderno, ampak tako uporaba teh kemikalij pa priprava strojev za tiskanje, ne vem, časopisov ali pa nekih knjig ali pa slik, tako no, take stvari. No, ampak ja, pač mene je zato, pač se mi zdi, pač to je bilo ful naivno, pač jaz sem rad risal in jaz sem bil tako, jaz bi rad bil arhitekt, pač rad sem tudi tako stavbe risal, ne vem, ta tehnično risanje mi je bil ful všeč in pol, ko sem se prijavil na neke sprejemce, mislim, neke tečaje za sprejemne izpite, ki imamo sprejemne izpite, so me tam naučili še bolj tako profesionalno turist, jaz sem bil tako čisto zaljubljen v to. In res, ko sem prišel na faks, mi je bilo ful hudo. Sicer je bilo ful dela, pač gotovo sem, da sprejemci sploh niso katalizator, ampak je prvi letnik, tako pač oni tako režejo folk, kar je malo tako, no, ampak okej. Ampak ja, no. Se mi zdi, da mi je dal ta faks tako po eni strani ful ene percepcije, pa kaj je kvalitetna pa lepa arhitektura, ampak iskreno, tako svoj passion sem pa šele zdaj najdel, se mi zdi, ker smo začeli prav to barotano delati. Zato, ker sem prvič delal nekaj v praksi, mi smo pa tako na faksu ful v nekem balončku. To je ful problem pri nas. Aha, ja, ti nek projekt narediš, pa ne bo nikoli narejen, mislim, denar je problem in tako. Mislim, to itak, Ja. ker si na faksu, ampak je tudi to, da mi imamo pač, mi nismo imeli nekega stika z realnimi uporabniki, nismo sodelovali toliko z gradbeniki, statiki, z, ne vem, sociologi recimo, psihologi, pač tako. A tudi psihologi dejansko sodelujejo z arhitekti? Ja. Zakaj? Mislim, a veš, ti imaš psihologijo prostora, odvisno, za kakšne namene, ampak recimo vzemimo en primer bolnica, Pač ne vem, če si se kdaj ukvarjal, ampak bolnica tebe res napsihira, ko prideš tja ponavadi. Vse te čiste bele površine, svetloba, ponavadi, ko po UKC-u hodiš, še dnevne svetlobe noter nikjer ni, tako malo je moreče, ampak to je recimo en primer, to je pač psihologija prostora, ko se ti počutiš, ali pa, ne vem, imaš tople barve, ki jih lahko uporabljaš v prostoru, ki naredijo tudi občutek bolj toplega prostora, hladne barve, to so neke ful take, ne vem, simple zdaj stvari, ki jih razlagam. Ja. Ali pa čistko, kako se nek uporabnik gibe po nekem javnem prostoru. To je tudi psihologija, pač, kaj on opaz, kam bo šel, kako bo prečkal nek trg, tako, zakaj ne bo šel posred, folk ful ne gre posred ponavadi. Če imaš čist prazen trg, pa nič na njemu, bo folk hodil okrog trga, ker nobenemu ni prijetno se izpostavljati, to je pa tako čist taka nagonska stvar recimo. Zanimivo. Ja, A pa tudi, če greš sam sekaš in tudi to. Lahko ga sekaš, samo poprečno to ljudje ne delajo. Ja. Zastopno, Pač, zanimivo, ja. Kako pa nam nagon še zmeraj deluje. Ja. Cool.
Kaj pa recimo zdaj zelo pereča tema, oziroma dostikrat se ljudje zgražajo nad različnimi fasadami, barvami fasade po raznih vaseh, bom rekel bolj ruralnih območjih. Kako pa na to gledaš? Ja, temu se reče barvno onesnaževanje. A to je legit Ja, izraz? to je izraz, za katerega lahko dobiš kazen tudi. Imamo primer ene rdeče hiše v Kamniku, ki je dobila kazen za to tudi. Res ali? Ja, ampak to je, ne vem, meni se zdi, da je to ful. Ne vem, kako točno funkcionira, kako Proces in to. proces, ampak te zgodbe obstajajo, škoda, ker ni to bolj pogosto. Pač ja, itak, da je meni čist bizarno to, da se peleš čez neko vas, ki je pač tako, pričakuješ, da boš tako na pol v naravi in pol te odseka tako neka fluorescentna barva. Ne vem, enega soseda smo imeli v Kamniku, pač sosedna, tako dosti blizu kmetija je bila, ki je imela fluorescentno fasado in okoli oken je bilo pa oranžno, recimo. Pač to je tako, ne, eno tekmovanje je celo na faksu, mislim, da je bilo narejeno, najdeti najgršo stavbo v Sloveniji. In kjer je zmagala? Ne vem, nisem. Da mi lahko pošlješ mogoče kakšen primer. Bom pogledal, ja. Da to so, objavimo. ja. Zanimivo. Ja. Ker verjetno pač, ne vem, ti, ki gradiš neko bajto, dobro, mesto je pa drugačno, mesto je pa po eni strani meščani, bom pa rekel, kakšni pojamrajo, ja, moramo dati pa 70% več v prenovo, zaradi tega, ker hočejo imeti točno tako fasado, kot je bila, ker je recimo varovano mesto, mestno jedro, ne. Kako pa to pol spet? Ja. A veš, kje narediti ta kompromis? Mislim, ja, to je Zavod za zaščito kulturne dediščine, je tle recimo pri nas ful strog, pa res hočejo, da se vse vrača v stanje, kakršno je bilo, ampak tako, kot ti praviš, meni se zdi, da mora biti kompromis. Da pač, mislim, po mojem mnenju. To je pa mogoče vloga arhitektov, ne, da bi uletel pa rekel, lejte, dajmo tle narediti kompromis, pa ne vem, malo prenovimo, ampak ne rabi biti fasada res čisto taka, kot je bila. Sej to je ponovadi, ne, to je ta komunikacija med arhitektom pa med zavodom, ne, ki potem nekako probata najti kompromis, ampak pač spet odvisno, s kom komuniciraš, ampak kakšni imajo pač ful premočno svoje mnenje. In na eni strani arhitekti ali pa investitorji, tle bolj igrajo to, dajmo vse to zrušiti, ker je pač itak prenova vedno dražja kot nova gradnja, to je tako rule of thumb. Ja. Zavod bo pa tako, to se mora vse vračati, kot je bilo. Za ene stavbe, ki so ful pomembne, ja, sam po mojem mnenju je pa tako, a veš tudi, vse te stavbe, ki jih mi ohranjamo, so šle čez neke prenove. Recimo, če gledamo to, kar mi delamo v Barotani, pač te stavbe niso take že skozi. Oni so imeli novo potrebo po novi transformatorski sobi za elektriko, drugačne potrebe in so dogradili še en pač prizidek. Ja. Pač valjda je odvisno od tega, kako se ti tega lotiš, kako ti to narediš, kvalitetno ukomponiraš. Sam bajta ima skozi nek proces, če so nove potrebe, a ne. Ali pa nova okna. Ali pa nova okna, ja, pač, lej, a ne vem, potrebe se spreminjajo. Pač to, kar mi danes, to, kar mi zdaj, če ti nekaj prenoviš zdaj ali pa nekaj zgradiš, to ni tako končno stanje tega objekta. To je pač ena faza življenja, tako kot je cukrarna zdaj. Okay. Cukrarna ni zdaj to tako tlebo, pač jaz mislim, da je to pač ena faza transformacije, ki se je prelevil ta objekt zdaj v neko galerijo mestno. Ja. In bomo videli, kaj bo čez 50 let. Mogoče bomo vsi pač na VR očalih in ne boš rabil v galerijo hoditi in bo tako. Kaj bomo zdaj tam naredili, ja. Bojo mogli, ne vem, telovadnico. Recimo, ker bo tako folk se v ful premalo gibal, ne vem, whatever, a ne. Zanimivo je. Tako da, in edino tako se mi zdi lahko razumem arhitekturo. Pač nič, kar pogledamo, ni tako, ne sme biti zasilikoniran, tako, kot se meni zdi, da se dogaja v centru Ljubljane. Okay. Tako zasilikonirimo to podobo in to bomo prodajali. In tako naj to ostane in sam pač ohranimo to. Pač ne, daj kaj novega, pač daj kaj ponuditi tudi lokalcu, a ne. On ima potrebe. Ja. Recimo, meni je bilo ful fascinantno, ne, bil sem v Antwerpnu, ne vem, če si bil kdaj. Ja. Tista stavba Luške kapitanije, se mi zdi. Ja. Tista, ki je stara stavba, Zaha Hadid. No, gor so pa ladjo naredili.
Ja, No, pač to je ena za moje pojme najbolj fascinantnih stavb, kar sem jih v življenju videl. Pa mogoče tudi v Antwerpu, no, tista stavba rdeča, ki ima tiste šipe. Ja, ja. Tam se mi zdi, da recimo ta arhitektura, ki je gor, bom rekel, severna, se mi zdi, da veliko več dopušča moderne umestitve v prostor, ali lahko tako rečeva. Da daš moderno Ja. v prostor in kar sede, ne. Ja, Noben ne ja. reče fakt. Ker pol imaš pa tam malo naprej, imaš pa ena skladišča, ki so pa dejansko identična, kot so bila, pa je tudi galerija, pa čist proper zraven sede, ne. Res je. Če lahko sam nekaj tle dodam, glih na to stavbo, tisti, ki je ne poznate, torej to Bomo je tudi sliko, da. ja, torej arhitektke montiral že. Zahe Hadid, Ja. preveč materiala. Ja, fuck. To je pa druga skrajnost, ki je recimo ful zanimiva, ampak to je pa arhitektura, ki ima predvsem en namen in sicer, da ustvarja wow efekt. Na nek način je to tako zanimivo, pač temu se reče Bilbao efekt, zato ker recimo to so naredili v Bilbao, so dali enemu Frank Gehryju, enemu arhitektu ful denarja, da je naredil neko res tako ekstravaganten slika, ja. muzej oziroma galerijo in pač sam zaradi tega ima Bilbao zdaj tako ful turizma, sam zaradi te stavbe. Ker vsi pridejo v bistvu zaradi tega tja. No, ampak kaj hočem reči, a ne? To je cool, a ne? Po eni strani, ampak po drugi strani je pa ta stavba najbolj zanimiva, ki jo gledaš od daleč. Ker si pa v njej, imam kolege, ki so bili recimo v tej, ki si ti govoril, a ne, Ja. v tej Kapetaniji oziroma Tudi ne jaz sem vem. not se prešvercal. No, kakšen je bil pa občutek nota, ne? Je neč, ka bolenca. Kabolanca. Ja. No, evo, Nima pa lajfa, ne. nima pa lajfa, ja, ker je pa noter pa recimo Pa tudi čisto. privatni interesi so, ne, to so pisarne. Tako, ja. In isto recimo ta v Bilbao od Frank Gehryja, ne, ful huda zunaj, sicer tudi ful huda not, ampak oni imajo tako, te kuratorji imajo največje probleme, kako not karkoli postaviti, kakršnokoli razstavo. Ker je tako vse tako neprilagojeno, nefunkcionalno, a ne. To je, a ne, to so te absurdi, pač zdaj sicer se sliši, da jaz vse disam, pač da nič ni kul, ampak ne, pač jaz tudi podpiram take stvari, samo moramo vedeti, kaj so plusi pa minusi vseh teh stvari, a ne. Spet tle bom rekel cukrarna, recimo, je tako ful nek dober kompromis vseh teh razmislekov, ko se pogovarjamo, recimo zdaj. Ja, ker so še vseeno ogromen prostor not omogočili, zunaj pa je tako, kot je. Ja, točno to. Zunanjost običajno tudi privabila, ne, se mi zdi. Ja, Po moje, da so nekaj dosti so povedala, jaz mislim, da so počasi prišla do zaključka. Tako da Jan Šimnovec na Instagramu, na Facebooku Jan Šimnovec. Tako da hvala ti, da si bil moj gost, hvala, da si me poklical, ne, da se jaz počutim ful pomembenega, tudi če me ljudje že kličejo. Ne, očitno nekaj prav delam. Tako da upam, da so komu, če je kdo prišel do konca, upam, da so komu polepšala dan, oziroma ne vem, ali če ste kuhali ali karkoli ste počeli. Lahko napovem še par naslednjih gostov, čisto to nikoli še nisem naredil, ampak v prihajajočih oddajah bo eden izmed gostov tudi Hamo, pač poznamo Hamota, ne rabimo razlagati. Po mojem, pevc, to lahko povem. Potem Primož Velikonja, reševalec zdravstveni in bivši motorist, reševalec motorist, pa zdaj ima studio in tako Hamo pri njemu snema, recimo. ja Če jaz sploh nisem vedel, da je on tudi to. Okay, Potem prihaja tudi Bojan Kos iz policijske uprave Kranj. On je za stike z javnostmi, pa prihaja še Robert Okoran, tudi bom rekel, svetovalec za stike z javnostmi na Gasilski brigadi Ljubljana, zelo zanimiv tipček, gospod, no, da ne bomo žaljivi, ker je že tako. Pa prihaja tudi Marta Zabret, namreč njo pa tudi poznaš, ne. Ja. Marta Zabret je pa učiteljica matematike, ki se mi zdi, da zaznamuje marsikaterega gimnazijca iz Kamnika, pa obenem, ona to sploh še ne ve, da prihaja, ampak jaz sem se odločil, da pride. Ti bo bravo, imaš to. Zdaj razmišljam celo, da bi enkrat na teden to delal, če bom dovolj priden, ampak mislim, da zdaj še en čas ne, da diplomsko napišem. Ok. Tako da ja. Tako da, Jan, hvala, ker si bil gost za mano. Hvala, ker si prinesel, saj ti bom še dal, da se zahvališ, ne špac. Hvala, ker si prinesel tole granato. Ful je težka drugače, tako da če boste prišli v Barutano k njemu, mu lahko rečete, vam bo pokazal in lahko vržete granato, tako kot Tonin. In sprobate, kako izgleda. Ne bo eksplodirala valjda, ker ni pač bojno sredstvo, ampak je samo del bodočega oziroma nikoli bodočega eksplozivnega sredstva.
Upam, da imate vi tudi tak eksploziven dan danes, tako da hvala, še te par zadnjih besed. Mogoče, če imaš kakšen moto, Jan. Moto, idejo, ne vem, nekaj, kar bi mogoče tako en stavek, ki si ga rečeš, ki si slabe volje, ali pa ne vem. No, Ne vem, jaz si rečem, saj bo. Okay. Ne, si rečem, kaj drugega, verjetno. Ampak, Hvala tudi tebi za povabilo, da si rit liže v tle, okej. v resnici. Moram povedati, No, da sem sej. se jaz sam navabil, Pa dobro, fair. da promoviramo kreativno četrt Dorotana. Prav imaš tako željo, ja. Ja. To je cool. Pa hvala tebi, da daješ 1 uro svojega dragocenega podcasta v promocijo tako. Hvala Pa ni ti. promocije, se mi zdi, da je to bilo tudi kar dosti debata. No. Je bila, res je. Res ni bilo samo promocija. Res je. Ja. Moto, prvi, ki mi pade na pamet, pa je ful, ne vem, tak random, je stvari, ki nas omejujejo v življenju, niso tiste stvari, za katere mislimo, da smo, ampak tiste stvari, ki mislimo, da nismo. Okay. To bi si mogoče rekel na slab dan. Ok, nice. Zdaj sem jaz se spomnil, da sem še nekaj pozabila, tako da še ni čez konca daje. Ok, povej. Vprašanje prejšnjega gosta in sicer, koliko sklec narediš v šusu? Ne, lažem ti. Pušnik je bil zadnji gost. Čakaj, kaj pa je Pušnik reče vprašal? Jaz se moram bolj spomniti. Pušnik je pa vprašal, a si kdaj vozil pijan? Pa ti se moraš pa še za naslednjega gosta. Za naslednjega gosta. Ker ne vem še točno to. Ok. Mislim, Okay, iskreno, ker sem bil malo mlajši, pa je bila zelo kratka pot do doma, ampak govorimo o še vsem v enem pivu, pač, tako da ne, drugače pa ne ono živalsko nažganje. Ne pa živalsko, to pa, ja. Moje vprašanje za naslednjega gosta, kdo je naslednji gost, Ne vem. to ne veš, ok. Mogoče bo ženska, mogoče bo moški, mogoče bo trans moški, trans ženske ali pač. Okej. Tudi to ne planiram. Ok, razumem. Moje vprašanje za naslednjo osebo bi bilo, kjer je njihov najljubši kraj ali pa prostor v mestu, v Sloveniji, no, kjer najraje hengajo. Da se počutijo doma, pa da se to ni dom. Da se počutijo dobro, samo da se počutijo dobro. Ok, fair. Ja. Fair. Hvala lepa, pa srečno, imejte se lepo, pa naj vam bo lepo življenje, kolikor ga še imate. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.